Jaz sem Peter in sem marketinški svetovalec. Vstopam v podjetja in pomagam njihovim obstoječim ekipam, notranjim ali zunanjim, predstaviti marketing kar par korakov višje, levo, kam je pač treba. ChatGPT je umetna inteligenca, jezikovni model, ki omogoča, da ga z navadnim vprašanjem, kot bi vprašali sodelavca ali sodelavka, vprašamo karkoli želimo in dobimo odgovor. Ko je postal popularen, so postala popularna tudi veliko drugih orodij, Midjourney, ki nam pomaga delati slike, Synthesia, ki nam pomaga delati videe, pač vse, kar uporablja umetno inteligenco, je zdaj tako vroče, da se res povsod pojavi. ChatGPT je velik jezikovni model, ki mu pač damo navodilo z lepimi, navadnimi besedami, kot bi to povedali svojemu asistentu, in dobimo odgovor, ki je lahko splošen, strokoven, karkoli želimo. Ima pa seveda nekaj omejitev. Najpomembnejša je ta, da se rad zlaže, torej pač pove informacijo, ki sploh ne obstaja, in pa drugič, da ima informacije samo do konca leta 2021. Če to dvoje upoštevamo, lahko iz njega dobimo vsebine, dokumente, besedila, ki jih lahko skoraj da neposredno uporabimo v poslu. Jaz se razmeroma dobro govorim angleško, no, ampak ko napišem mail, neki prodajni mail ali pa nekaj tajega, se mu malo vidi, da sem iz Slovenije. Zato, če mu damo noter navodilo, spiše mi takšen pa takšen mail, ali pa ga sami spišemo, pa mu rečemo, spremeni ga v native angleščino ali finščino ali gruziščino, če to obstaja, bomo dobili mail, ki bo izgledal, kot da ga je v resnici napisal nekdo, ki tam živi. In tukaj je pač to izjemno dobro, da lahko zdaj vsi pišemo kvalitetne maile v kateremkoli jeziku oziroma imamo kvalitetno neko komunikacijo v vseh jezikih. Pri vseh vrstah vsebin je najpomembnejše, da ga najprej naučimo ali mu povemo, kakšne vsebine želimo. Torej, ali da mu mi damo, 3 objave naše konkurence, ki so nam všeč, pa mu rečemo, zdaj pa na podlagi tega nam zgeneriraj novo objavo, ki bo govorila o nas, ali pa mu povemo, mi smo takšno podjetje, želimo, da govoriš takšen ton, takšna naj bo oblika vsebine, želimo, da nagovoriš takšno ciljno publiko, temu je namenjeno, in potem, ko večkrat poskusimo, osnovno navodilo tudi spremenimo, glede na rezultate, ki ga dobimo, na takšen način lahko v resnici dobimo kvalitetno objavo za socialna omrežja, bloge, objave v revije ali pa neke druge bolj strokovne vsebine.